Hojla, pozdravljeni spet na mojem kanalu, z vami sem Katarina Rina Benček. Valjda spet z novo temo, ne? Vsakeč začnem isto z novo temo. V glavnem, ja, vprašala sem vas na Instagramu, da mi v bistvu postavite vprašanja vezana na temo življenje kot influencer, bloger, delo kot influencer, bloger, vse, kar vas zanima v bistvu na to temo, tako da sem prav vesela, da ste se odzvali in postavljali nekaj vprašanja, ker če ne, se s tem itak ukvarjam ponavadi na tedenski bazi, tako da zdaj bom probala nekako strniti vse v ta video. In upam, da zdaj ste seveda kaj koristnega, mogoče se tudi sami odločite za ta poklic. Ja, to je poklic, mogoče za tiste, ki mislite, da to ni poklic in da je to samo mogoče neka vrsta uživanja. Ampak ja, pustimo zaenkrat tele podrobnosti, do tega še pridemo. Vmes v bistvu mogoče se bom ustavila še pri enem vprašanju, ki se mi je res tako vtisnilo v spomin, ki mi je ena napisala: ja, jaz sem te šele začela spremljati, zakaj si v bistvu ti sploh znana, ne? Ker ne vem, očitno je po nekih drugih odgovorih to uspela ugotoviti. Jaz sem se pač res začela pojavljati v slovenskem medijskem prostoru že davnega leta 2008, ko sploh v bistvu Instagram še ni bil na vidiku. Tako da je moja zgodba mogoče majčkeno drugačna in lahko povem samo to, da nam, ko smo se na začetku pojavljali v medijih in potem, ko je prišel Instagram in da rečem influencerji, blogerji in tako neki taki nazivi, nam je bilo tudi na začetku malo nenavadno, ne? Zaradi tega, ker včasih, če si hotel se pojaviti, ne vem, v medijih, si mogel mogoče biti, ne vem, malo fotomodel, ali mogoče, ne vem, kakšna misica, ali ne vem, pevka, ali nekaj, ne? Zdaj pa kar enkrat v bistvu influencerji postajajo zvezde in se tudi pojavljajo v medijih, ne? Tako da tudi ta zadeva je mene doletela nekako, ne? Sicer res sem šla kar hitro v korak s časom in sem tudi zelo hitro začela Instagram uporabljati v poslovne namene in promocijske in tako naprej, ne? In sem imela mogoče majčkeno lažje izhodišče. Zakaj sem se začela pojavljati v medijih? V bistvu mogoče en tak preboj je bil, da sem tekmovala na Miss Universe in sem bila tam Miss fotogeničnosti in se je ta moja pot takrat nekako začela. Potem sem pa pač bila in televizijska voditeljica, ne vem, na različnih televizijah sem delala, pisala sem za Slovenske novice, Nedeljski dnevnik. Ko se zasidraš v te medije, nekako očitno ostaneš v njih, ne? In kakor sem rekla, je to nekoliko lažje izhodišče, ampak še zmeri ne mislim, da imam zaradi tega še toliko followerjev, zaradi tega, ker še vseeno, ne, če ti ne delaš, ne, in če ti ne gradiš nek odnos s svojimi pač sledilci, ti pač ta številka stagnira in nikamor ne raste, ne. Tako da v bistvu ni zdaj pa, aha, ona je v bistvu se pojavila v medijih, zdaj pa zaradi tega pač toliko in toliko sledilcev, ne, pač ni glih tako, še zmeri v bistvu moraš nekaj pokazati, ne, na socialnih omrežjih. Okej, pa da ne bom zdaj preveč zašla, ne, se bom v bistvu kar tlele osredotočila na vaše vprašanja, zaradi tega, ker tukaj se je vse tudi začela, ne. Okej. Tako, verjamem, da se kakšno vprašanje ponavljajo, kakšna so si podobna, tako da ne bi tožali, če vaše vprašanje ni omenjeno. Jaz bom res probala prileteti čez vsa, še dobro, da hitro govorim, ne? Da bomo lahko čim hitreje prišli do konca. Ok, kako začeti? Ja, tako, v bistvu na začetku je bilo začeti lažje, kakor je zdaj, ne? Zaradi tega, ker je to postal nek popularen poklic, biti bloger, biti influencer, izgleda res tako oddaleč, če gledaš vse wow, ne? Ampak pač, kakor sem že omenila, je kar velikega dela. Kar bi jaz tukaj svetovala, je mogoče to, da se najprej sploh odločite, kaj bo vaša tema, ne. Zdaj, ljudje smo tako, ne, v neki poplavi informacij in radi vemo, aha, zakaj jaz zdaj to osebo sledim, ne. Zdaj ne vem, mogoče zato, ker je ona pevka, mogoče pa zato, ker ona ful dobre recepte objavlja, mogoče pa zato, ker ima ona ful hud stil in ga predstavlja, ne. Tako da najprej si izberite tisto temo. Kaj je tisto, čem si ti dober, ne? In kako boš ti to prezentiral na svojemu profilu, da bojo ljudje vedeli, aha, zato jaz to osebo sledim. Tako da, jaz bi rekla, da je en tak začetek je to, da se odločiš sploh, kaj boš ti prezentiral na svojemu profilu, ne? Kaj si ti. Kako boš to prezentiral in tisti faktor X, da ohranjaš v bistvu neko zanimivost, da so ljudje pač, da rečejo, wow, ne, jaz sledim to osebo in imam nekaj od tega, ker pač to osebo sledim. Približan mesečen zaslužek. To je po mojem vprašanje meseca, ali kako da rečem, dneva, tedna, whatever. Skratka, to se vsi, ne, pač vedno radi zataknejo v to, ne, pač. Jaz bom tako rekla, da še zmeri, jaz sicer o zaslužkih ne rada govorim, pa tako, da sem tudi zadnjič na Instagramu in tudi dol bom polinkala, da boste videli, v bistvu imate kot nek kalkulator, kjer lahko ustavite ime profila, ki vam bo zračunal približno objavo. Ne vem, recimo vtipkate Katarina Benček, moj profil, vam bo ta spletna stran zračunala, kakšen je približen strošek moje objave.
to so v bistvu neke javno dostopne številke, zdaj kako se pa potem vsak zase pogaja, je pa to od vsakega posameznika sposobnost. Tako da mesečno se da s tem preživeti, ker to tudi vem, da je bilo eno od vprašanj, seveda se da, če ne ljudje tega ne bi delali. Ali ti kontaktiraš za sodelovanje ali sami tebe najdejo? Ja, v bistvu tako, na začetku sem bila tako, mi je bilo kar malo bed, zakaj bi jaz komu sama pisala, kao, pa sem iz Katarina Benček, pa me poznajo iz medijev, bla, 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 in pač imaš kar neke svoje omejitve v glavi, na kar sem pa rekla, ok, daj pač chill down, pač in kaj zdaj, če boš ti komu, a ni bolj, da jim ti sama pišeš, pa rečeš, pa zbiraš res podjetja, ki so ti good, kakor pa da jaz zdaj nekaj čakam, kdo bo mene kontaktiral, pa kdo me ne bo, Tako da pač na začetku sem imela mogoče ta mindset, kao ne bom jaz, pač me bo že sami, zdaj pa pač v bistvu čistko, pač ko vidim, zdaj bi bilo to fajn reklamirati, tukaj s tem se lahko povežem, to mi je good, pač kar grem v akcijo in nimam s tem nobenih težav. Kako dolgo traja, da ti rata, da povečaš svoje število followerjev, lajkov? To je pač zelo tako, bom rekla, sploh ne mogoče odgovoriti na to vprašanje. Zaradi tega, ker tako, zdaj eni bojo prišli do tega zelo hitro, eni bojo naredili počasneje, So razne metode, kako pride do sledilcev. En čas je bilo follow in nekateri so si na ta način nabrali nekih sledilcev, ki pa žal niso zvesti sledilci, niso v bistvu tvoja ta prava publika. Tako da lahko imaš številno številko tam, ampak ti čisto nič ne pomaga, ker ne boš čisto nič prodal, pa tudi nobenega engagementa ne bo in tako naprej. Potem eni so si kupovali lajke, followerje, ni da ni, in to še vestno, še zmeri kupujejo in pač ohranjajo nek ta imidž, ampak kot sem rekla, če hoče sodelovati z nekim podjetjem, jaz verjamem, da na dolgi rok to spet ne pije vodo, Tako da, potem so bile pač te neke metode, kaj eni druge shout-outajo, in je spet vprašanje, koliko so to zvesti followerji ali ne. Potem zdaj, recimo, ena najbolj popularnih metod je za pridobivanje sledilcev, da se delajo giveaway. Tudi sama sem to sprobala in sem se pač odločila, da tega več ne bom delala. Delala sem v bistvu to z eno pač zvezdnico iz tujine. Ne moram reči, takrat mi je following zrastel, tako da bi rekla, za 7 jurjev, na kar mi je tako 5 jurjev dropnal dol takoj, 1-2 jurja sta pa tako res odhajala in tudi pač nikakor nisem se mogla premakniti naprej, In sem bila pol v bistvu kar tako jezna in živčna, ker sem si skoraj, ne bom rekla, uničila profil, ampak pač ja, jaz mislim, da je najbolj, če res gradiš neko zvesto publiko, se čim več v bistvu odzivaš, pogovarjaš in gradiš nek odnos in tako je tudi na dolgi rok nek rezultat. Mogoče ne bojo followerji tako hitro prihajali, ali pa tudi, če res udaraš z nečem, ful neko novo zadevo, ki bo ful zapalila, tako kot recimo pač World Egg, jajce, ki so podirali rekord, pač butasta ideja, ampak je zažgala, in ko je lastnik tega profila, lahko zdaj služi recimo. Tako da, to je zelo tako, tricky question. Ali jemliš to kot poklic? Ja, valjda, da jemljem kot poklic, kakor sem že omenila, če začnem že samo pri tem, kakšne stroške imam jaz s tem, Se pravi, že recimo strošek, kamere, fotoaparata, ki ga imam, pač vse to stane, recimo tukaj zdaj imam prižgan ring light, ki isto stane, potem moraš imeti, računalnik dober, da lahko obdeluješ slike in tako naprej, tako da zakaj jaz tega ne bi jemala kot poklic, se sem jaz resno nastopam, imam, se tudi probam biti profesionalna, moje slike so zelo profesionalne, moje delo, jaz probam, da je pač profesionalno, tako da ja, jemljem to kot poklic, da ne govorim o tem, da recimo jaz sploh, ko delam travel, se moram tudi kam zapeljati, tako da ja, to je poklic. Kakšne hashtage uporabiti in kakšne ne, za čim večjo vidljivost. Hashtagi so bili včasih the thing. Moram te razočarati, niso več, pač hashtagi, ni slabo jih uporabljati, še zmeraj te lahko ljudje najdejo, zaradi nekega določenega hashtaga. Zdaj, prvo kot prvo je dobro, da te vrže na top post, če že, si pod nekim hashtagom, če te bo vrgla samo tam pod tabelico recent, pač vprašanje te bo kdo tam sploh našel, ali ne. Tako da, hashtagi, ja, še zmeraj bom rekla, uporab, ampak ne bo ti pa prenesla to zdaj ne vem kva, So določeni hashtagi, ko v bistvu obstaja prav seznam hashtagov, ki kao niso zaželjeni in kateri je Instagram shadowbana, ampak jaz mislim, da če v bistvu, da to ni res, da v bistvu, če vi ne uporabljate en hashtag prevečkrat, vas Instagram ne bo shadowbanil, za tiste, ki ne veste, kaj to pomeni, da vas v bistvu začne Instagram skrivati vašim sledilcem, zato ker nekako vas začne dojemati, kakor da spamate, in da pač v bistvu da ste nek spam velika. Influencer prek agencije, ja ali ne?
Ja, obstaja zdaj že ogromno nekih agencij, v katere pač se vi prijavite, date ta nek svoj profil, oni v bistvu tudi dostopajo do nekih vaših informacij in potem imajo oni na drugi strani podjetja, s katerimi oni delajo. No, rekla bom, ja, valjda, zakaj ne, sploh na začetku, mogoče, vam je to še vse neznano, pa mogoče vam je neroden nekako pristopati do podjetij sami, pa pač je to nek način, da v bistvu začnete, da vam je ta zadeva postane malo bolj naravna, pač seveda, super. Pač v primeru, ko ste pa že enkrat dosegli nek nivo, oziroma imate že nek following za sabo, jaz mislim, da potem so agencije manj potrebne, zaradi tega, ker se vam bo dogajalo, da vas podjetja že sama začnejo iskati in povpraševati po vaših storitvah, pa konec koncev lahko tudi vi sami povprašujete, ker pač imate verjetno že neke reference, veste, s čem v bistvu nastopate in pač lahko tudi sami izbirate, s tem bom delala, s tem nam delala in tako naprej. Podjetja pošiljajo paketke zastonj. Ja, seveda, da jih. Mislim, pošiljajo jih zastonj, absolutno, zdaj, mislim, meni se velikokrat zgodi, da mi pač kar pošljajo in pričakujejo, ne vem, da bom pol iz neke hvaležnosti objavila, ali pa ne vem, pač se včasih tudi objavim, sploh rada podprem kakšne, ne vem, mlade ustvarjalce, ne vem, kar recimo so začeli nekaj novega, pač to mi res nikoli ni problem. Zdaj pač jaz vidim, da je neko močno podjetje za tem in oni meni zdaj nekaj pošljajo, pač zaradi tega, ker ne vem, ali igrajo mogoče na karto naivnosti ali moje dobrosrčnosti ali česarkoli že in bom jaz zdaj to kar objavila in delila. Ja, to je pa že malo triki, pač se res tukaj odločam po nekih svojih kriterijih, ampak absolutno pa ja, seveda pošiljajo zastonj. Rešijo med plačanimi objavami in samo zastonj stvarmi pri večini influencerk. Tvoja cca ocena. Jaz še zmeraj mislim, da je ogromen pač nekih punc, fantov, kakorkoli, ko vzamejo proizvode zastonj, čeprav mislim, da je tega vedno manj. Tako da bom rekla, da na eno plačljivo, po mojem, je ena neplačljiva, 50-50 nekako tukaj gre, zdaj pa pač tudi se mi zdi, da so pač ratale in influencerke in te mikroinfluencerke, ki je malo bolj previdne in tudi malo bolj zbirčne, zaradi tega, ker v nekem momentu je bila kar poplava vsega in so začeli zasuvati. Najprej je bilo tako, ok, delamo samo z velikimi influencerji in so začeli, če nimaš 10 jurjev, sploh ne bomo delali s tabo, pol je bo žuno 50 jurjev. Pol je pa kar enkrat ta trend šel dol in so rekli vsi, fuck, nam je bolj, če damo tem nano mikroinfluencerjem do 5 do 10 jurjev in jim damo raj zastonj produkt, oni ne bojo zahtevali nič za plačilo, zaradi tega, ker se ne počutijo dovolj velike, mi si pa v bistvu njim potalamo produkte, za nas je to cenej, naredimo si v bistvu tak en množični marketing na hitrco, Tako da zdaj v bistvu mogoče pač te mikro-nano-influencerji dobivajo pač kar velike enih stvari zastonj in mogoče tudi zaradi tega, ker je bil v nekem momentu kar napad na te influencerje, so se tudi oni malo ustavili in so rekli, ok, zdaj bom pa jaz tudi začela računati, čeprav imam, ne vem, 3000 followerjev, Tako da jaz pač tudi to podpiram, ne moram reči, lej, super, hvala Bogu, če znaš obrniti sebi stvari v prid, why not? Zdaj vsi, kar objavljajo pizza role, vam plačajo, vas oni kontaktirajo. Mislim, ja, jaz mislim, da zdaj pač tako, neko podjetje se odloči, ok, mi imamo nekaj novega, en nov produkt in hoče napadati trga, In valjda zdaj je, bom rekla, najlažje nekako napadati influencerje, pa ne mislim dobesedno napadati, Včasih je bilo oglaševanje televizija, radio, ne vem, potem so bili teli billboardi, zdaj pa je tega vedno manj in v bistvu zdaj vas ta denar se kotali in valji k influencerjem, Tako da jaz upam, da plačujejo, to bom rekla. What camera do you use? Amazing page. Hvala, zanimivo, jaz uporabljam EOS R mirrorless prvo kamero, sem super zadovoljna s tem. Zdaj je mečkan dražja ta zadeva, tam nekih 3500 evrov mislim, da pride tale kamera z lečo, ampak jaz bom rekla, da je vredna čisto vsakega evra. Zdi, da je Slovenija omejena glede takšnih online služb in da je več uspeha v tujini. Ne, jaz mislim, da trenutno je Slovenija vedno mečkan caplja za tujino, pač žal tako je, to lahko iz prve roke povem in pač pri nas vedno so stvari mečkan en korak nazaj, in v bistvu se mi zdi, da v Sloveniji je res zdaj ratu boom to biti influencer, oglaševanje prek Instagrama, medtem ko je bilo to v tujini že par let nazaj, pač se pojavlja. Tako da ne bi zdaj rekla, da je zdaj pač nekako bolj večji uspeh v tujini. Sigurno so številke višje, ko pride do nekih plačil, to ne moram reči. Ali si kdaj delaš, da si naredila nekaj prav za to, da bi bila dober vzgleden influencer?
Pa ne v bistvu, da bi se prav delala, da delam prav, ampak premišljeno objavljam stvari, recimo, če kakšne zadeve mogoče prekršam, vseeno probam to narediti lovki, tako da pač noben ne zve, ker vem, da imam, ne vem, mogoče tudi mlajše, ki me sledijo in tako naprej in pač ne bi rada dajala nek slab zgled, kar je težko, ker pač iskreno pač tudi jaz sem človek, vsi mi smo ljudje, vsi imamo mi svoje vzpone in padce in pač jaz se trudim, da ne bi bila slab zgled, ampak verjamem, da včasih tudi sem. Kako začeti in postaviti svojo ceno? Kakor sem že omenila, obstaja tisti kalkulator, zdaj kdaj se boste vi čutili, to je pa čisto dosti odvisno, kako se znate tudi vi prodati. Mogoče vi sploh nimate sledilcev, pa delate ful hude slike. In rečeš, gledajte, pač jaz nimam sledilcev, ampak jaz vam lahko poslikam produkt in to tok in tok stane. Poglejte z vseh možnih kotov, poglejte, kaj tudi podjetje dobi od vas. Ne vedno misliti, hudo, dobila sem zastonj izdelek in zdaj moram biti hvaležna do neba. Ne. Pač gre se za to, da tudi podjetje od vas dobi nek content, slike, ki ga lahko uporablja za oglaševanje, potem lahko dobi pač exposure na vašem pač profilu, ne vem, lahko pišete blog odprej, pa sploh nimate v bistvu na Instagramu sledilstva in tako naprej, Pa lahko imate pa tisto sledilstvo polnih ful zvestih, pa pač morate se znati prodati. Koliko ur je vloženega v eno fotko vse skupaj? Fotkanje, editanje, rihtanje za fotkov, opis. Ja, ok. Zdaj, če tako začnem. Jaz rabim, da si naredim res nek make-up, tako da sem za fotko, rabim 20 minut. Potem, čisto odvisno, kam se bom zdaj zapeljala, na katero lokacijo. Načeloma jaz res delam travel, tako da je zame majčkeno bolj zakompliciran in sigurno rabim vsaj pol ure, da pridem na lokacijo do več, tudi pač po par ur se je že zgodil. Ponavadi imam že tako vnaprej nekako idejo izdelano v glavi, tako mi je lažje. In potem v bistvu nekako imam že organizirano in stylinge pripravljene s sabo, tako da pač tudi to mi nekaj časa valjda vzame, rekvizite, tudi to moram biti vedno kupiti, tako da še enkrat, ja, jemljem to kot poklic, zaradi tega, ker velikokrat je nek rekvizit zraven, ki naredi ful, lahko je to vrtanca ali pa ne vem, šopek, ki te bo na koncu 50 evrov stal, tako da, ja, v bistvu ful težko bi odgovorila. Potem, ne vem, glede fotkanja je tako, jaz sem res pač v temu izurjena. Kakor sem rekla, začela sem se v medijih pojavljati leta 2008, tako da pač mi je to neko poziranje in ne vem, tako pač tudi kamera me rada. Mi je to zelo naravno in tudi zelo hitro naredim fotko, pa ko enkrat vem, kaj hočem, je to zame, ne vem, 10-15 minut, da jaz naredim fotko, In seveda me je prekinal! Ok, zdaj ne vem, kje točno me je prekinal, ampak mislim, da tle nekje kakor, da v bistvu, ja, pač ko enkrat poslikam fotko, pa sledi obdelava fotografija, to mi res čisto različno vzame. Včasih tako 15 minut porabim, pa sem tako, easy job, Včasih, ko se zaciklam. Pa en preset, pa drug preset, pa to mi ne štima, pa mi ne štima, pa spet eksportiri ven, pa deja v kakšno aplikacijo, pa pa trek. V glavnem, včasih se zaštrikam in kakšna slika mi ostane, ne morem jo obdelati, enostavno ne gre. In potem se mi zgodi to, da jo pa čez 3 mesece ali pa čez pol leta se jo spomnim, da gremo na sliko še enkrat probati zrihtati. Jo naredim. In jo naredim pol ure, Tako da, to je ful tak poklic, Še zmeraj je to malo tako, bom rekla, nek artističen poklic, sploh jaz v bistvu baziram dosti na občutkih. In če ne čutim sliko, da rečem hudo, pač to mi je res všeč, pač moram mi doseči ta nek nivo, da jaz rečem, da se dobro počutim, ko pogledam v to sliko, Tako da, če ne bom dala ven. In res včasih mi to pač res lahko vzame ogromen čas, Včasih pač prespim, pa še enkrat pofiltriram, ampak večinoma jaz sem kar zelo hitra. Pol pa captioni pa spet, inspiracijsko, zelo po navdihu, poiščem hashtage, tako da hashtagi mi kar nekaj časa vzamejo, ker imam neke svoje metode, lahko vam tukaj tako povem, da v bistvu kot neke sinonime iščeš tega, kar je na sliki, da tudi če boste vi dali kar ene hashtage, ki so nepovezani s to sliko, ki jo objavljate, ne boste prestali na top postu, ni šans. Tako da pač res, recimo, ne vem, ko sem bila v Kapadokiji, pač recimo je Kapadokija, Turkey, ne vem, Kapadokija Travel, Kapadokija Inspo, blablabla, in pač gledaš, da je vse v bistvu iz neke podobne družine hashtagov, zato ker tako tudi Instagram dojame, da v bistvu pač je res to na sliki in da pač se res za to gre in ste pač posledično imate više možnosti prstati na top postu, V povprečju, če bi zdaj gledala povprečje, koliko časa potujem, se mažem, pa bi lahko rekla sigurno 3 do 5 ur, da mi vzame ena fotka. Pogled na dolgi rok kot influencer, trenutno je ta branža zelo popularna in tudi ne vem, gledala sem enkrat, da si ful otrok želi biti blogerji, ampak pač sigurno bo neka nova platforma. Zdaj ne vem, je to TikTok, meni se zdi pač TikTok malo tak trenutno otročji zame, tako da sigurno influencerji bojo v taki in drugačni obliki, ta poklic ne bo zdaj kar zginil.
Je pa sigurno tle še veliko nekega manevrskega prostora za razvoj. Meni recimo zaenkrat mi najbolj paše Instagram in YouTube. Tako da jaz mislim, da v temu je sigurno neka prihodnost in da se bo to še širilo. Katere države so tiste, s katerimi je najlažje sodelovati? Evropa, Azija, itd. Hoteli. Ja, pač vsekakor je Azija veliko bolj dostopna, kakor je to Evropa. Še bolj presenečena sem bila, recimo, ne vem, da sem se v eni Kapadokiji to takole zmenila, ne. Pa je tudi izjemno turistična, pa ne vem, pa je Turčija, ampak so jim te stvari kar jasne in oni kar pač delajo in to se kar dela, ne. Medtem ko v Evropi je pa tako še 100 podvprašanj, pa pa tretj tako. Malo se mi zdi, da tako v Evropi je to še zmeraj malo tako zategnjena situacija, mogoče je to čisto moja izkušnja, ampak jaz bi rekla definitivno, da te države, tako, če malo pogledaš, s katerimi državami blogerji sodelujejo, če pač želiš, pikiri na to, ne. Recimo, če ti vidiš, da ful folka hodi, primer bom dala, ne vem, na Sejšele, glej, to je en pokazatelj, na Sejšelih se da, ne. Če vidiš, da ful folka hodi v Kenijo, okej, tam se tudi da, ne. Zdaj pa, če vidiš, da noben živ bog ni bil, ne vem, kje, recimo, vse, kar z vsemi da nekako zmen. Si se za promoviranje hotelov na Baliju dogovorila, ko si bila še v Sloveniji ali tam. V bistvu, jaz sem se dogovarjala, ko sem prišla na samo mesto, pač na Bali, ampak jaz sem vedela, da bom tam kar nekaj časa. Tako da pač moj primarni cilj je bil tako, jaz grem najprej na Bali malo počilirati, potem bom probala malo to influencersko sceno in začela sem v bistvu najprej z restauracijami, potem, ko sem vedela, da se da z restauraciji delati, sem rekla, okej, probamo s hoteli. Da sem začela delati s hoteli na Baliju, sem rekla, wow, hudo. Potem mi je pač enkrat neščinilo v glavo, jaz bi šla na Šrilanko in potem sem bila tako, okej, dajmo probati še Šrilanko. In sem začela preširjati Šrilanko in se odprla Šrilanka in potem sem videla, to se res da, ne, in potem sem v bistvu začela riniti v to smer. In pač zdaj sem tukaj, kjer sem, ne, in pač moram reči, da sem vesela, da v bistvu sem nekako upala in šla v to in pač to je res tako, včasih moraš imeti sam jajce. Ja, če pa zdaj planirate iti, recimo, živiš v Sloveniji, pa planiraš iti na Bali, pa si valjda to organiziraš vnaprej. Prihajam na Bali takrat in takrat, sodelovala bi z vami in bla bla bla, ne. Tako da pač vse je odvisno, kako si stvari splaniraš, ne, tako da to je čisto odločitev vsakega posameznika. S čim si začela? Čisto prva stvar, ki si jo promovirala. Mojem, da Urbani obešalnik. Ne, pač ja, v bistvu, tako. Ja, da se vrnem v tem v začetku. Jaz sem v bistvu imela pač ta svoj osebni profil, Katarina Benčar. Sem res prišla do tega momenta, da bom odprla svojo trgovino, odprem trgovino in sem jo pač tako malo pušala takrat na svojemu profilu. Jaz ne vem, če sem imela takrat 10 jurjev followerjev, nekaj tasga mogoče, ne. In pol v bistvu tako, to je bilo, wow, meni je bil to prav tako mind-blowing, v bistvu, kako so se začele stvari obračati, da karkoli sem jaz dala na Instagram, to se je kar razprodalo. Ok, pol ustvaram pač Instagram Urbani obešalnik, in ta Urbani obešalnik je kar začel rasti hitreje kot Katarina Benčar. In sem bila, kaj se zdaj tukaj dogaja, sem bila čist frapirana, v bistvu nisem mogla verjeti, da ima Instagram res tako moč. In takrat sem prvič začutila, kaj v bistvu se res da in koliko se da dejansko prodati preko Instagrama, ker sem pač svojo firmo, pač svojo trgovino nekako, bom rekla, neke temelje postavila na temu in v bistvu sem naredila prepoznavnost trgovine po celi Sloveniji zaradi Instagrama. Kako na splošno začeti, dobiti več sledilcev, imeti Instagram odklenjen ali zaklenjen. Povedala sem že, kako začeti, na kakšen način, zdaj pa tukaj še odklenjen ali zaklenjen. Valjda, da odklenjen, sploh če v bistvu hočete imeti poslovni profil, pol mora biti odklenjen, zaradi tega, da tudi vidite vso statistiko, ki je v ozadju. Se pravi, jaz vidim točno vsak story, kolikrat, ne vem, ste ga sharali, kolikrat ste potapkali katero osebo, ki sem jo označila na sliki. Pač ni, da ni, ful imaš več enih insightsov noter, tako da jaz vsekakor priporočam, če hočete iti pač resno v to, pač da imate pač poslovni profil. Sicer so neke polemike na to temo, da kao te pol Instagram prikazuje, ne vem, mogoče je tudi kaj na tem, jaz pač enostavno vztrajam. Na kakšen način ki objaviti svoje zapise, da dosežejo kar največ bralcev? Ja, zdaj to verjetno se pogovarjamo o blogu, Imaš že neke sledilce, je veliko lažje jih preusmeriti kamorkoli, Zdaj tudi, če imaš mogoče na Facebooku ful prijateljev, pač zakaj ne, napišeš neko objavo, objaviš pač na spletni strani, Jaz bi prvo priporočila, da imaš svojo spletno stran, Danes to v bistvu res ni več nobena znanost, zelo enostavno se da narediti neke spletne strani, bloge, obstajajo take in drugačne platforme, na katerih to lahko naredimo. Od WordPressa, Squarespacea, Wixa, pač ni da ni, tam si lahko narediš neko spletno stran, blog in potem v bistvu ga začneš objavljati,
Zdaj lahko ga začneš recimo na Facebooku, potem imaš tudi na Facebooku ogromno nekih grup, blog, community, ne vem, nalepiš svoj link, to je moj blog, to so moje misli, recimo. Glede na to, da če nimaš, ne vem, zdaj 10 000 plus followerjev, da lahko delaš swipe up linka, ne, daš lahko seveda opis, pač spletno stran v svoj bio, a ne, noter pa tudi, ne vem, preko storija obvestiš folk, nekaj sem napisala, daš jih recimo na ta link, a ne. Potem ena od variant je sigurno tudi ta, da zdaj ne vem, o kateri temi pač bi rada ali pa pišeš. Taka koristna zadeva je, da najdeš, ne vem, ljudi, ki so v podobni branži in jim rečeš, glej, jaz sem to napisala, če se vam to zdi koristno, a bi to objavila na svojem profilu objavil, kakorkoli, lahko poiščeš spletne strani, bloge, ne vem, ki mogoče tudi o tem pišejo in ponudiš, pa rečeš, če se vam tole zdi zanimivo, objavite, a ne. In tako se pač lahko nekako počasi začne graditi neko, da rečem, bazo ljudi, da te nekdo začne opažati, da te nekdo spremlja in v bistvu mogoče konec koncev potem dosežeš neko maso, a ne, in te ljudje začnejo slediti. Tako da tukaj bom mogoče še povedala to, da socialno omrežje ni zdaj samo tako, zdaj bom jaz hočem Instagram zbuildati in zdaj bom jaz uporabil samo Instagram in to je edina varianta, ni tako, a ne. V bistvu vedno je to neka mreža raznih povezav, tega, ker je v bistvu vse povezan, ker ti lahko folk iz Facebooka preusmeriš na svoj Instagram, oziroma lahko, ne vem, z Instagrama na YouTube, iz YouTubea na Instagram in obratno, ne vem, toliko je enih variant v bistvu, a ne, katerih jaz mislim, da ste jih tudi ogromno nas ne zaveda. Pinterest je ena ful dobra zadeva, preko katere si lahko tudi zboostaš recimo svoj blog, ker pač lahko, ne vem, si ustvariš board, shranjuješ, a ne, pine in tako naprej in s tem tudi v bistvu na nek način boostaš svoj blog višji pač po Googlovi lestvici, a ne, in v bistvu te mogoče tudi ljudje lažje po ključnih besedah najdejo. Tako da to je malo bolj kompleksno vprašanje, ampak upam, da sem lahko vsaj malo na hitro odgovorila. Kako kot neprepoznaven obraz pritegniti bralce k blog objavi? To sem v bistvu že na nek način odgovorila, ne, da pač se ni nujno, da si ti prepoznaven obraz, lahko si začneš pač graditi publiko čisto iz nič, poznam veliko takih punc, samo pač treba je začeti, pa treba biti vztrajen, pa v bistvu pač vedeti, kaj hočemo, imeti nek cilj in iti proti temu. Kako prideš do zaslužka? To sem tudi že pač povedala, pač prideš tako, ne, da v bistvu se zmeniš s podjetji za sodelovanja, zdaj lahko jim pač računaš objavo, story, ne vem, sliko, pač ne, variant za sodelovanje na več kanalov, kakor ste prisotni, pač večje možnosti imate za sodelovanje, višjo ceno lahko postavite, če imate, ne vem, še blog, pa še YouTube, pa še TikTok, a ne. Se pravi, oni imajo, a ne, tam in tam in tam in tam, a ne, jih vi lahko, a ne, pač expozate, a ne, in pač zaradi tega imate v bistvu, kot sem že rekla, boljše pogojalno izhodišče. Tako da na ta način prideš do zaslužka. Mislim, da sem zdaj šla čez vsa vprašanja. Upam, da nisem kaj za zaradi tega, ker sem v bistvu vam to vprašanje postavila kar 4-krat. Nekaj se ponavlja, tako da nekaj sem tudi preskakovala, ampak večino mislim, da sem kar odgovorila. Sem kar malo zmatrana. Naj povem še to, da v bistvu pripravljam v prihodnosti še eno luštno zadevo, ker zdaj še ne bom govorila, ampak tam bom res noter pač strukturirano pripravila čisto vse pač nasvete, na kakšen način začeti, na kakšen način v bistvu prideti do tega, da postaneš influencer. Upam, da je bilo kaj koristnega, zabavnega in uživite še naprej. Ostanite, kako že, stay safe, hashtag, stay home, hashtag, uživite, pa se spet vidimo enkrat, ko bom imela inspiracijo. Čau!